20. novembra se je svečano otvoritvijo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pričel 28. slovenski knjižni sejem. Kot je uvodoma dejal predsednik upravnega odbora GZS Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev Bojan Švigalj. Slovenski knjižni sejem je za vse nas pomemben dogodek. Pravzaprav je več kot le sejem. Je pravi festival knjige in vsega, kar je s knjigo povezano. Predvsem je to čas za predstavitev več tisoč knjig, ki jih vsako leto izdamo slovenski založniki. Je enkratna priložnost, da si vse novitete ogledamo na tako velikem razstavnem prostoru. Hkrati pa je sejem priložnost za izobraževanje, za izmenjavo mnenj, predstavitev novosti in seveda druženje. Gospodarska kriza seveda založništva ni obšla, slovenski knjigi pa tudi ne manjka tuje konkurence. V slovenskih knjigarnah se na primer proda blizu petine knjig v angleščini. Tudi zato se mi zdi izjemno pomembno, da smo na Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev navodili projekt fiksne cene knjig. Njegov namen je predvsem zaščititi slovensko knjigo pred nelojalno tujo konkurenco. Upam, da bomo v drugem poskusu založniki prepoznali korist tega projekta in uspeli najti najmanjši skupni imenovalec. Seveda, da bo tudi država več razumela, da skušamo zaščititi slovensko knjigo, ne pa ozkih poslovnih interesov založnikov. Prireditev je odprl starosta slovenskih pisateljev, tržaški umetnik Boris Pahor, ki je v govoru poudaril velik pomen jezika in knjige za obstoj slovenskega naroda. Moramo prav o knjigi zahvaliti za svoj obstoj, za potrditev v našem primeru, potrditev naše identitete. In svoj nagovor zaključil z besedami. Na skulpturo se knjigo znamo potrditi svojo identiteto v svobodi in v demokraciji, tako za danes, kot tudi za jutrišnji dan. Otvoritev je spremljala uglasbena poezija Franeta Milčinskega Ježka, ki jo je interpretirala njegova vnukinja, dramaturginja, režiserka, performerka in pevka Nana Milčinski. Na slovesnosti so podelili tudi nagrade knjižnega sejma. Nagrado za najboljši literarni prvenec je prejel Muanis Sinanović za zbirko Štafeta okoli mestne smreke. Avtorja po besedah Komisije Društva slovenskih pisateljev odlikuje samosvoja, avtorsko prepričljiva, neposredna in iskrena poezija. Priznanje za najboljšo mlado prevajalko je Komisija Društva slovenskih književnih prevajalcev podelila Ani Barič-Moder za prevod dela Modre cvetke Rejmona Kenoja. Za najlepšo slovensko knjigo so izbrali zbirko grafik in risb Tince Stegovec, ki je tudi najlepša v kategoriji umetniške monografije, fotomonografije, bibliofilske izdaje. Nagrade so prejeli še v kategoriji književnost Suncijeva umetnost vojne, v kategoriji knjige za otroke in mladino Butalski grb Frana Milčinskega in v kategoriji znanstvena in stvarna literatura knjiga Rozvite pesek osamosvojitvena vlada. Letošnji dobitnik Šventnerjeve nagrade za življenjsko delo je publicist, urednik in prevajalec Iztok Ilih. Delal je v založniških in knjigotrških službah, ki so skrbele za boljšo prodajo knjig, ki so bile vedno predrage in v krizi. O knjigah je tudi pisal. V vrsti člankov in revij ter v radijskih oddajah s knjižnega trga se je v dobrih 40 letih nabralo več kot 4000 recenzij in poročil o novitetah. V tem času je nastalo še kakšnih 50 prevodov in 80 spremnih besed. Za prihodnost se ne boji. Knjiga ima prihodnost, četudi bo le-ta elektronska. Seveda ima, ker tudi elektronska knjiga je knjiga. Potrebovala bo avtorje, potrebovala bo urednike, potrebovala bo tudi oblikovalce, vse minimalno, in potrebovala bo tudi neko avtorsko zaščito, potrebovala bo podporo, informacije, da je in tako dalje. V bistvu se bo podobno obnašala, samo ne bo več za v roke vzeti, kot je bila zdaj. Bo pač za vzeti v roke tablica ali pa bralnik ali pa celo telefon in branje bo potekalo podobno, kot je včasih. Na Slovenskem knjižnem sejmu sodeluje letos nekaj manj kot 100 založb in malih založnikov, za obiskovalce pa so organizatorji v 5 sejemskih dneh pripravili okoli 130 različnih dogodkov. Vendar danes, ko se začenja knjižni sejem, ugotavljamo, da je razstavljalcev skoraj toliko kot lansko leto, odzivi v javnosti prav tako dobri, tako da so ocene zelo dobre in zelo spodbudne.